Živijo, sem Andrej Hauptmann, bivši kolesar, trenutno pa upravljam delo športnega direktorja v ekipi UAE Team Emirates. Andrej Hauptmann, za prijatelje Hempi, Rogovc od glave do pet. Pozdravljen, dobrodošel v studiu Arene Sport. Že dolgo mineva od tiste legendarne dirke v Lizboni, ko si osvojil 3. mesto, potem na olimpijskih igrah v Atenah bil še blizu, osvojil 5. mesto. Ko pogledaš zdaj nazaj, kaj te je najbolj zaznamovalo v karieri oziroma definiralo, mogoče tisti moment, ki se ga najbolje spominjaš? Živijo, hvala za povabilo. Ja, ta Lizbona mi bo sigurno ostala najbolj v spominu, se veš, medalja. Takrat sem sicer mislil, da je to začetek enih vrhunskih rezultatov, je bil pa highlight moje kariere. Ampak, ko pogledam nazaj, to je bila ena taka lepa doba. Vsak vrhunski športnik si želi, da bi trajal del, da bi dosegel več rezultatov, ampak na koncu, ko pogledam nazaj, sem lahko ponosen na to, kar sem dosegel. Ja, res si lahko ponosen. Če se malo pohecava, lahko rečemo, da je kolesarstvo nova smučarija v Sloveniji. Dejansko je v razcvetu, ja, vemo po zaslugi rezultatov, ampak vseeno opažaš tudi ti porast, kolesarjev na cesti? Ja, že poleg tega, da sem športni direktor v ekipi UAE, sem opet tudi v kolesarsko društvo Rog, kjer je Pogi Team, bom rekel, mladina, nekaj lepega. Vsako leto jih je več, nas je več, tako da samo fantov je zdaj 250 punc, deklic pa punc okrog 30, ampak ta številka vsak teden raste in je lepo to videti. Vizija ženske ekipe Pika Team je podpirati mlade kolesarke ter jim omogočiti najboljše pogoje za uspeh in napredek. Skupaj z strokovnim vodenjem pa ekipnim duhom želimo ter podporo dveh vrhunskih športnikov, to sta Urška Žigart in Tadej Pogačar, želimo povečati prepoznavnost ženskega kolesarstva v Sloveniji. Jaz kot PR-ovka in brand menedžerka skrbim za prepoznavnost obeh ekip, Pika in Pogi Team, ter njihovo komunikacijo z javnostjo. Upravljam družbena omrežja, skrbim za medijske aktivnosti in promocijo sponzorjev. Ja, in ravno z nekim kolesarjem sem enkrat govoril, je rekel, da je opaziti predvsem to, da je veliko več punc, deklet, žensk na kolesih. Govorim tudi v amaterskem oziroma rekreativnem kolesarjenju, to je opaziti, da je res velika razlika. Ja, res je, naše društvo organizira tudi največji maraton Franja v Sloveniji in res je, zadnja leta je tako, da je razlika med moškim in ženskam na štartu skozi manjša in seveda smo vsi veseli in tudi lepo je iti na kolo in srečati punce, žene na kolesih, ki so vse skozi boljše in boljše. Ravno, ki si začel temo o Franji, zdaj, če lahko reči, če daš na vago Giro, Tour ali Franja, kaj je, bom rekel, tebi ali skozi oči tekmovalca, zdaj športnega direktorja ali pa samo opazovalca, kaj je v bistvu, kaj ti pomeni ali pa katera dirka ti pomeni največ? Ja, sigurno je najbolj simpatična dirka je Giro, zaradi tega, ker smo nekako blizu Italije, vsi smo odraščali že v mlajših kategorijah smo vozili v Italiji. Po drugi strani največja dirka Tour de France in zmaga tam največ šteje.
Najraje se posedem na kolo pa odpeljem Franjo, sploh takrat, ko imam malo več časa, da sem vsaj približen, pripravljen, da lahko uživam. Tega je pa v zadnjih letih skozi manj. Ja, ki si rekel, da se usedeš na kolo, a se zdaj oblečeš v oblačila UAE ali si rajše v neopadljivih oblačilih, ko se ustaviš na coffee breaku, imaš raje to tišino oziroma te kdo kdaj prepozna in začne spraševati o občutkih in sodelovanju s Tadejem Pogačarjem. Kako je s tem? Ja, seveda te prepoznajo. Najprej se oblačim nekako civilno, ker te dresi naši so beli, pa s sponzorskimi napisi. To še poudar tistih nekaj kil, ki jih imam več. Tako da sem kar rajš malo v takih bolj temnih barvah, ki zgledam vsaj malo bolj športnik. Ampak mene to ne moti, če me kdo spozna, z veseljem delim kakšno izkušnjo, se malo pohecamo, dobim tudi kakšen nasvet, kako bi mogli. Spadaš v generacijo teh kolesarjev, ki so kolesarili še brez čelad, potem proti koncu tvoje kariere je postala ta obvezna. Na nek način zdaj nam je to samoumevno, zaradi varnosti in vsega in teh padcev, ampak verjetno takrat je bilo, ni bilo enostavno za vas narediti ta preklop, kar naenkrat obvezno čelado tudi na vzponih. Ja, po vseh teh rezultatih, ko so zdaj pa presežkih, sicer nisem ponosen, ampak bom verjeten edini kolesar v zgodovini, ki je zadnji dosegel medaljo brez čelade. Ko sem bil jaz tretji, sta bila prvi pa drugi s čelado, naslednje leto bila obvezna, ampak se pravim, zdaj na to nisem ponosen, tudi ne predstavljam si dirke brez čelade, ampak včasih je tako bilo in je pa res, da smo se kar nekaj let težko privajali, pa kar malo godrnali, ko je bila ta čelada obvezna, ampak zdaj so te čelade toliko lahke, zračne, da v bistvu je skoraj moteče že, če se na kolo odpraviš, pa opaziš, da nimaš čelade na sebi. Pa to, recimo zdaj vemo, kam je šel kolesarstvo, res v detajle. Verjetno takrat še ni bilo toliko tega, ampak recimo ste se kdaj tudi znali sprostiti, odžurati kaj, po kakšnih zmagah, a si znal uživati konec koncev ob uspehih, takrat, ko si osvojil to medaljo, pa potem kasneje, ko si bil blizu vrha, ali ni bilo časa, je zdaj mogoče tudi drugače, je zdaj res tega še toliko manj, pa je bilo takrat mogoče tega več? Ja, jaz sem bil na žalost tak športnik, da sem bil tako kar mal preveč resen in sem bil toliko v bistvu nekako vpet v to, pa po kakšnem uspehu, sicer jih ni bilo prav veliko, ampak po uspehu sem že takoj iskal nove cilje. Zdaj se bolj sprostim, bolj veselim rezultatov mojih varovancev, pa tudi opažam, da so kolesarji, te šampioni, veliko bolj sproščeni, da si znajo vzeti. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da se znaš poveseliti, da rečeš, zdaj pa je treba proslaviti, potem seveda te prav čas narediti črto, kad pa se začeti pripravljati naprej, ker mislim, da če ne odklopiš, slej ko prej enkrat to plačaš. Ko sva že glih pri šampionih, ko si začel, veliko časa si preživel v Italiji, svojo poklicno pot. Marko Pantani, mimo njega ne moremo, pač tudi sam, ko sem bil še majhen fantič, nekako s tisto čepico oziroma tisto ruto na sebi kot nek pirat, kot se ga je vzdevek prijel. Kako so na njega gledali v Italiji, tam si treniral, tekmoval, je veljal za, vemo, njegova zgodba je na koncu bila žalostna, ampak kaj je veljal v Italiji, zakaj je veljal Marko Pantani? Ja, on je bil res eden zadnjih, ki je zmagal Giro Tour. In v Italiji je bil to nesporna zvezda, ne samo v kolesarstvu, res ikona športa in še zdaj se veliko govori od njega. Tako da lepo je bilo dirkati včasih teh velikih šampionov, seveda pa tudi zdaj
ki imamo Slovenci take vrhunske kolesarje, lepo in nepozabno. Ja. Zdaj, če se vrnemo nazaj na tebe in po olimpijskih igrah je bil tvoj fokus verjetno naprej na Peking, naslednjo olimpijado. Vemo pa, da potem so se začele res te tvoje zdravstvene težave, najprej z srcem in potem tudi z črevesjem. Kako je s tem, kaj te veže na ta umestno obdobje, oziroma to je bilo verjetno zelo, zelo težko obdobje za tebe? Ja, v bistvu jaz sem imel to kronično črevesno ulcerozni kolitis, kronično črevesno bolezen. Že veliko prej v mlajših mladinskih kategorijah, ko pogledam nazaj, je skozi šla nekako moja kariera pripravljena zgor dol. Nisem si znal, noben si ni znal razlagati, zakaj to kniham. Ampak seveda pol z leti je bila bolezen, se je skozi v hujših oblikah pojavljala do tega, da sem prenehal nekako prekinil kariero. Še zmeraj nisem vedel takrat, kaj je. Te aritmije so bile, v bistvu niso bile usodne, ampak nekako sem čutil, da telo ne odreagira več na trening, da nekako ne posluša. Potem pa po kakšnih pol leta prekinitve, ko sem že nekako upravljal poklic športnega direktorja, se je pa bolezen tako razvila, da je bilo v bistvu 1 let kar hudo. Ja. V enem intervjuju si rekel, je bil tvoj stavek, bolj ko si uspešen, težji je prehod na ta del, ki si zdaj začel, da si pač postal, da preklopiš iz poklicnega kolesarja v normalnega smrtnika oziroma neki novi izzivi, ki so pred tabo. Kako komentiraš to? Ja, jaz sem tudi govoril z bivšimi vrhunskimi kolesarji, pa tudi z bivšimi vrhunskimi športniki, zelo uspešnimi. Jaz sem nekaj časa mislil, da sem jaz izjema, ker sem nekako nisem bil pripravljen, v bistvu v najboljših letih zboliš in nekako se mi zdelo, da težje preideš čez to, zakaj se ti to zgodilo. Ampak potem po pogovoru sem ugotovil, da vsem to manjka, v bistvu ne samo to, ampak ta način življenja, ker potem je treba narediti en reset. Sam sabo se je treba spraviti, sam pri sebi moraš razčistiti, da je konc in da je treba najti nove izzive v življenju. To sem zdaj lepo povedal. Bilo je pa to, da do tega prideš, je pa kar nekaj časa trajalo, vsaj pri meni. Ja. Kje pa je bilo, na kateri točki si pa pač res ti vedel, da je konec? Je bila pač ta res zaradi te bolezni ali si potem poskušal še nazaj in potem videl, da je bil kakšen dotičen moment, kjer si res rekel, ne gre več, telo je reklo, ne morem. Ja, jaz sem imel v enem letu, ko sem imel v bolnici 3 težje operacije, še kasneje takoj ena, tako da jaz takrat v bolnici se spomnim, ko sem bil res na koncu, sem še zmeraj sanjal, da se bom vrnil, ampak to je bilo bolj tako, v bistvu res tiste sanje, ki so nemogoče, potem pa se je to nekako, pri meni se je to nekako počasi, je bil en tak daljši proces, ki si v bistvu zavestno si vedel, da je konc, ampak sanjal si pa še zmeraj, da bi se nekako mogoče pa lahko vrnil. Ja. In potem, ko si že naredil ta prehod, si se odločil, si se vrnil nazaj v klopi, študiral preko te akcije, ki je organiziral Olimpijski komite za športnike drugo kariero. Kako si usklajeval vse to? Mislim, da si bil v tem času ravno postal selektor oziroma si bil že takrat v teh vodah. Kako je bilo to konec koncev? Veliko je bilo tudi te vožnje v Maribor, kjer si konec koncev tudi uspešno diplomiral. Ja, kar nekaj časa sem bil že športni direktor, najprej v Sloveniji v članskih kategorijah, potem v mladinskih, ampak skozi sem pa nekako čutil, da bi bilo fajn se še izobraziti, da mi nekako to manjkalo tudi sam pri sebi. 2-krat prej sem se že vpisal, najprej takoj po srednji šoli na fakulteto za šport, pa sem takoj potem prekinil zaradi kariere kolesarske. Ko sem prekinil
kolesarsko kariero, sem se spet vpisal, pa sem bil potem eno leto v kliničnem centru, tako da potem je žena študirala, tako da jaz sem prišel na vrsto šele tam pri dobrih 40 letih. Ni bilo najlažje, ampak nekako sem zelo hvaležen za to možnost študija, kjer sem bil tudi štipendiran, sem nekako tudi prekinil delo športnega direktorja. Bil sem sicer selektor, ampak to je samo par akcij na leto, tako da sem nekako lahko uspešno zaključil študij v roku. Ja, sem imel kar srečo. Ja. Kako je pa, zaslužki verjetno v tujini so veliko večji, kot recimo v Sloveniji imamo, nimamo niti ekipe, ki je v Pro Touru, ampak tista peščica tistih profesionalcev, tudi med katerimi si bil ti, je zaslužila kar nekaj, potem pa je konec te kariere. Ta prehod, kako je bilo ta fakt za tebe, da si takrat mogel preklopiti, zdaj tega ni več in kako si se znajdel s tem? Pri meni vem, da je bilo, ne veš več, nisi več odvisen samo od svojega telesa, zdaj bo treba nekaj drugega narediti, najdeti neko novo stvar, ki bo konec koncev plačala položnice in vse te stvari. In kaj je bilo takrat v tvoji glavi, kako si se znašel s tem? Ja, seveda ni najlažje, vsak mu je lažje, če bi bilo finančno tako naprej, kaj je bilo prej, ampak jaz sem imel kar srečo. Jaz sem takoj dobil priložnost kot športni direktor v ekipi, kjer sem odraščal, v Kolesarskem društvu ROK, kjer tudi zdaj delujem. Potem med tisto boleznijo so mi res skozi stali ob strani. Ko sem prišel nazaj, me je to mesto še zmeraj čakalo, športnega direktorja. Potem pa sem tudi izkoristil to štipendijo evropsko in dokončal študij. Tako da nekako nikoli nisem imel težav, bom rekel, da bi bil problem s financami. Bolj sem imel to, da sam prideš do tistih izzivov, ker tudi kot delo športnega direktorja, ko si ti športnik, si odvisen sam od sebe, si motiviran, veš točno, kaj moraš narediti, da boš uspešen. En kup enega odrekanja. V nasprotnem primeru, ko pa ti začneš kot športni direktor, pa ti seveda si motiviran, ti pomagaš, ampak ti pomagaš drugim, da dosegajo sanje. In to je čisto nekaj drugega. Seveda, če potem dobiš fante, ki z veseljem delajo, ki so motivirani, ki dosegajo rezultate, je tudi delati veliko lažje in si tudi sam bolj motiviran. Ja, in kar si rekel o teh delavcih, pa nasploh, ta športniki smo na nek način neki egoisti oziroma nek ego v sebi imamo in ta tekmovalni ego, kje si ga najdel po karieri, je bilo pač to skozi to prizmo, ki si zdaj razlagal, ali je bilo kar nekaj časa izziv najdeti, vse vemo, v športu, ko enkrat končaš, je težko najdeti neko stvar, ki bi te tako polnila, kot te sam šport oziroma ta tvoja disciplina, v kateri si nastopil, ampak vseeno, kako si se spopadal s tem? Ja, šlo je postopno, ker tudi pol, ko si na drugi strani, ko v bistvu nekako pomagaš, ti lahko svetuješ mladim, predvsem je super delati z mladim, ki se mi zdi, da nekako sprejemajo te informacije ali pa tiste izkušnje, ki jih imamo. Ni pa toliko ta ego, v bistvu si bolj podpora tistim vrhunskim športnikom, da dosežejo svoj rezultat. Se mi pa zdi, da mi najbolj pomagali to, ko dobiš vrhunske športnike, pa potem, ko dosegajo tisto, kar si sam želel, pa mogoče nisi dosegel točno tistega, ko pa si del zgodbe, ko drugi dosežejo pa presežejo tisto, kar smo mi sanjali, takrat bi pa mislim vsak prišel skozi to in vidiš, da si nekako izpolnjen glede tega in da
da si na pravi poti in da je tudi to nekaj vreden, da si samo del zgodbe. Ja, zdaj ne moramo mimo Tadeja, sodeluješ z njim kot športni direktor, ampak z njim si sodeloval že pri njegovih začetkih oziroma v tistih nekem prehodu, ko je bil še najstnik. Če imam prave informacije, si bil na prvi dirki oziroma na njegovi dirki, kjer je res izstopil, ko si prišel malce kasneje in nisi niti najbolje vedel, a zaostaja ali je spredaj. Povej mi malo več o tem, kako je pa s tem. Ja, res, to je bila ena dirka dečkov, ki je organiziral naš klub. Jaz sem bil, mislim, da sem bil celo v Domžalah na eni rekreativni prireditvi kot gost, tako da sem malo zamudil in pridem res ta štartno-ciljni prostor. Pride avti, glavna skupina in 100 metrov za njo en tak čist majhen fant iz našega kluba, pa se jaz v hecu rečem, dajmo temu fantu majhenemu pomagati, se mi organiziramo, da pride nazaj v grupo. So rekla, tale, naslednji krog je bil kilometer samo dolg, tako da so velikrat v krog prišli. Sem rekel, ja, tale, prav, no, ta jih je za en krog ujel, tako da velikokrat se zgodi, da zmagujejo v mlajših kategorijah kakšni, ki potem niti ne dosežejo vrhunskih dosežkov pol v višjih kategorijah, ampak tedaj mi je padel v oči, ker je bil res vidno manjši od vseh ostalih, pa je bil že takrat, kljub temu, da je bil zaostal v rasti, že konkurenčen najboljšim. Seveda je pa pol delo z njim v mladinskih kategorijah se je že videl predvsem, da je bil v glavi, da je bil neustrašen in da je imel skozi visoke cilje. Takoj se je videl, da je nekaj posebenega. In v bistvu se je to potem samo stopnjevalo, zdaj pa vsi vemo, kje je. Ja, letos, oziroma zdaj že mislim, da par let na turu, vsako leto pride ven tudi ta Netflixova serija, ki dviguje popularnost v vsakem športu. Tudi tu pri vas je bila prisotna. Kako je bilo s tem in vemo, pred 20 leti ali pa 25 leti, ko je bila neka črna doba s tistim dopingom in z vsem, ko se je kolesarstvo želelo očistiti. Zdaj pa, če se pohecam, takrat se dogajale res grde stvari na avtobusih, zdaj so pa na avtobusih kamere in vse oči gledajo v vas, v športnega direktorja, tekmovalce. Je drugače, kot je bilo takrat. Ja, kolesarstvo je res ratalo zdaj popularno, nekako globalno. Ta Netflix za vas je to nekaj super, nekaj fenomenalnega, ki prikaže nekako dogajanje v zakulisju. Vidite, kaj vse je potrebno za vrhunski rezultat. Res super za nas, športne direktorje, pa za vse tiste pa je pa to malo drugače, malo moteče in v bistvu nekako nisi toliko sproščen in ti nekako sploh v avtu, ki si ponavadi nekaj v intimi, sam z ekipo, se zavedaš, da v bistvu nekako te pa cel svet gleda. This voice inside my head isn't dead, I think it's growing. Soon we will be one in the same. I've been going to the racetrack, spent all my money on the dog in the bed. I put my heart into an 8-track, how about that? My life was perfect, now it's starting to crack, oh no. Ko je pa neka novost v TV prenosih, je ravno to, ko si govori iz avto, te radijska sporočila. In tudi tudi tukaj se treba že konec koncev paziti, ne moreš več sporočiti, tisto, kar bi morda želel, tako kot si rekel. Je kdaj ta razmišljanje, da mogoče bomo govorili o šifrah, a se je že kdaj to dogajalo? Seveda, če kaj je res tazga, da ne bi lih rad, da vsi izvejo, sej drugače tako, da organizator ima kontrolo nad informacijami pa nad izjavami, tako da dajo nekako v zamiku 15 minut ali pa še več. Gledajo zmer tako, da objavijo take izjave, ki naj ne bi posegale v rezultat. Ampak vseeno moramo biti pazljivi, treba je narediti dober
dober taktični plan, pa seveda predvsem sem jaz vesel, ker imamo na Turu v zadnjih letih tako profesionalno ekipo, da v bistvu dostkrat, ko mi dobimo informacijo iz avta o dogajanjih, se v bistvu že ekipa nevtralizira kakšen napad ali pa že nekako kolesarji sami odgovorijo na taktičen napad ostalih, ker je to v bistvu zelo pomembno. Ja. Če se malo pošalim, vemo, da je znan po teh pobegih, ki se dogaja že, kako stresno je s tem in zdaj je že zapadel 100 km pred ciljem na svetovnem prvenstvu. Če se pošalim, ker napade 130 km pred ciljem, kaj se dogaja v avtu, kako zdaj, ko motiviraš konec koncev, ko mu govoriš, recimo vem, parkrat se je prišlo v javnosti tisto, ko govoriš, da je za Urško na koncu, te stvari, a pridajo te stvari spontano ali so mogoče že dogovorjene že s samim Tadejem prej, katere stvari fino, da takrat, ko bo v nekih coni, ki bo potrebno, rekel, zmotivirati malo, kaj reči, kako je s tem? Ja, Tadej je znan po tem, da začuti, kdaj mora iti, kdaj za nas to ni najlažje, ko se v bistvu naredimo en taktičen plan, ampak kar nekajkrat se je izkazalo, da je imel prav, se pravi, da kar on je, sam veš, ko si bil v vrhunskem športu, ti začutiš, kdaj je ta pravi moment, ti začutiš, in Tadej je tle zelo močen, če se kdaj učita, da bi mogli radio veze ukiniti, zaradi tega, ker so nekateri kolesarji vodeni, Tadej siguren ni in on ima res začut, kdaj je treba iti. Seveda za nas ni to zmer najlažji, ampak treba je takrat preklopiti in ko Tadej napade, ko pri nas ponavadi pride in na televiziji in podatki od organizatorja malo zamikam. Tako da, ko je enkrat prednost 10-20 sekund poti nazaj, skoraj ni več, tako da je treba takoj preklopiti in se prilagajati, tako kot posod v vrhunskem športu, prilagoditi trenutni situaciji in takrat ostati miren in odreagirati in dati koristne informacije. Kakšnih paničnih izpadov pa negodovanj nič ne koristijo, tako da je treba hitro preklopiti. V zaključku, ko so pa kakšni težki trenutki ali pa ko je že vse rešen, je pa lahko tudi kaj takega, da je v bistvu bolj čustvenega. Seveda pa dostikrat v bistvu jaz govorim bolj zase, da se v bistvu nekako s tem nekako sproščaš, daješ ven to tenzijo. Dostikrat, da je sploh na teh gorskih etapah, kjer je ogromen gledalcev, ki vreščijo, dostikrat sploh ne slišiš. Ja. Kako pa je s pritiskom zdaj kot športni direktor ali pa takrat kot tekmovalec? Kje ga čutiš več, ali ga čutiš na isti način? Ali kako ti je rekel, kako se soočaš s tem? Zdaj pač odgovornost seveda imaš, se skrbiš za tim, ampak kot tekmovalec si bil sam, tako kot si že prej rekel, še vseeno je to ekipni šport, da se razume, marsikdo ga tretira kot individualni, to ni, ne? Ampak kako je s pritiskom, kako je s tem? Ja, pritisk sigurno je. Meni je v bistvu pred samo dirko, pred samim večjim dirkam se pritisk stopnjuje, potem, ko sama dirka štarta, sploh, ko se enkrat usedeš v avto, se mi zdi, da je pritisk manjši. Seveda pa takrat, ko kaj ne gre najbolj, vse po planih, ko se zgodijo kakšni padci, kakšni defekti, kadar prednost kupni v finalu. Takrat ne bom rekel, da smo mirni. Takrat sigurno pritisk je, ampak v bistvu to je del športa. Ko sem me pa prej vprašal glede tega, ali je zdaj pritisk manjši ali večji, pritisk je drugačen. Nekako kot kolesar na dirko, ko si bil, ni bilo več pritiska takrat, ko se pač priješ tekmovalno res ko padeš nekako v en trans, takrat pritiska sploh ne čutiš, narediš tisto, kar je najboljš. Tle pa
tle pa kdaj drugače, ne, ko se moraš odločiti za eno odločitev taktično, ker tudi sam nisi čisto 100%, a je to prava. Seveda ni najlažje, zaradi tega, ker najmanj, kar si pa želim, da bi pa moja ekipa, kolesarji, bom rekel, trdo delali za nekaj, kar se na koncih kaže, da odločitev ni bila prava. Ja. Zdaj imaš v pogled najboljšega kolesarja na svetu, pa če primerjaš s svojimi časi, ko si ti tekmoval, pa takrat tisti najboljši. Kje so tiste največje razlike v kolesarstvu, ki se zdaj vidijo in konec koncev tudi v teh časih, ko so to hitrejši, pa vemo, takrat so bili, se pravim, te črna doba tistega kolesarstva, ki ne vemo, a je bilo čisto ali ne, ampak vseeno, zdaj je teh kontrol in tega veliko več in kje je tista največja razlika od časov, ko si ti kolesaril in sedaj? Ja, res je kolesarstvo naredil siguren preskok v zadnjih letih, je postal eden najčistejših športov, na kar smo lahko ponosni. Ampak če jaz tako pogledam, meni se zdi fenomen, zdaj pridejo že določeni kolesarji iz mladinskih kategorij, so takoj konkurenčni, tudi na tritedenskih dirkah, na najdaljših klasikah po 250 km dolge. Jaz se spomnim, da v naših časih smo rabili kar nekaj časa, da smo dozoreli, da smo lahko pri 25-26 letih na največjih tekmovanjih bili konkurenčni najprej na krajših dirkah, pa potem na tistih klasikah, pa na največjih dirkah, kaj šele tritedenskih. Zdaj pa kar nekaj kolesarjev, se pravi Remko, Tadej Pogačar, Van der Poel, Van Aert, vsi so prišli že zelo mladi in takoj, bom rekel, iz šampionsko glavo na najvišjem nivoju zmagujejo, bom rekel, gorski kolesarji, tisti tritedenski, ki so najboljši v vožnji na klanec, zmagajo po 25 dirk na let, ki jih v najboljših časih tudi največji šprinterji, ki so ponovadi zmagovali največ dirk, niso zmagovali. Tako da se mi zdi, da je kolesarstvo tudi obrnjeno na glavo, če je bil včasih romantičen, pa je bil potem nekako včasih najprej Skaja, nekako kontroliran, voden, predvidljiv. Zdaj spet postaja zanimiv, romantičen, pa nepredvidljiv, za kar smo lahko Slovenci najbolj ponosni, ker tako Tadej, Primož in ostali naši fantje poskrbijo, da je kolesarstvo še kako zanimivo. Ja, če se vrnemo zdaj na tvojemu koncu, vloga partnerja oziroma v tvojem primeru žene, kako je bilo s tem, kako je bilo težje njej takrat, ko si ti potoval, ko si bil pač tekmovalec, ali zdaj, ali potem, ko si končal, govorim, še predno si dobro zagrizel v to vmesno obdobje, me zanima, a je bilo bolj stresno takrat za vajin odnos, ali je bilo, takrat, kako primerjaš te dve stvari, oziroma kako se počutil? Ja, sigurno je bilo najtežje takrat, ko je bila bolezen, ko sem nehal, ko se sam s sabo nisem sprijaznil. Takrat je težko, ti lahko stojijo ob strani, največ pa lahko narediš sam. In nekako sem kar par let kopal na mestu. Takrat je bil tudi v družini, verjeten bi mogel bolj te vprašati. Ja, to je bilo zelo težko obdobje, sicer oba sva bila takrat zelo mlada, Andrej pri 33 letih. Danes se mi zdi to, da v bistvu se nikoli ni zgodilo, ker pač gledam zdaj doma zdravega človeka, ampak takrat je bilo pa dejansko težko, ker dolg časa niso ugotovili, kakšna je njegova diagnoza. Takoj, ko so se zadeve začele postavljati, ko smo videli, da njegovo zdravje napreduje, potem smo si seveda vsi vdahnili. Vsekakor sem si najbolj zapomnila to, da sva imela močno podporo obeh družin, ker takrat sva imela midva majhno hčerko in jaz sem pač vsak dan skrbela za to, da pač sva se videla, vsak dan po službi sem šla še v klinični center. Gledala sem pač fizično stanje človeka, ki je bilo zelo slabo, ampak psihično pa se je videlo, da je bil športnik, tako da je imel močno voljo. Jaz sem tudi mu probala vliti veliko pozitivnega pač mišljenja, tako da na koncu pa itak je šlo to, kar sem jaz vedela, da bo na koncu vse v redu.
Takrat je bil siguren za mene in sploh za družino, za ženo z majhnimi otroki, ni bilo najlažje. Zdaj pa se mi zdi, da sva nekako ujela en ritem, nekako skupaj sva v športu. Ona me podpira, ona tudi sama deluje v športu, tako ali drugače so najine poti prepletene. Kadar sem veliko z doma, tudi sama pride na dirko, ker jo to zanima in je tudi to del njenega poklica. Pride tudi z družino in najlepše po kakšni res težki dirki, da se lahko par dni poveselimo sami. Ja, zelo lepo. A ima kakšno, eno stvar od sebi, ki jo poznajo, samo tvoji najbližji? Obstaja kakšna stvar ali pa kakšna strast ali pa katero, širša javnost ne pozna? Obstaja še kaj drugega? Ja, jaz kot športnik sem bil tak, da v bistvu nisem bil toliko talentiran, kot sem bil nepopustljiv in trmast in nekako. To sem tudi zdaj, če bi šli igrati tenis, če bi šli igrati nogomet, pozabim, glava ostane, glava je ista, ki je bila pri 19 letih, telo pa pol sploh kakšen dan, dva, tri po kakšnem naporu čuti, da ni več najmlajši in se pol sprašujem, če je bilo tega res treba. To je ena taka stvar, ki jo sigurno vsi ti, ki me poznajo, vejo. Od tistih takih pa bolj negativnih pa taka, da me kakšna stvar toliko zmoti, da sem potem mogoče kakšna malenkost, ki si mogoče jaz sploh ni bila toliko tako, mogoče bi mi ti zdaj nekaj takega rekel, mogoče nekaj negativnega v sebi in pol bi jaz to premleval pa nekako predeloval en teden, ki je mogoče čist zguba časa, pa brez veze, ampak pač tak sem. Si predstavljaš življenje po karieri brez kolesa? Tudi zdaj, ko si vstal, bi lahko, če bi zdaj preslikal se nazaj in si končal kariero kolesarja, misliš, da bi bilo sploh možno to? Ali to del tebe? Ja, trenutno pač, ko pogledam nazaj, nekako se mi je od mojega 10. leta je nekako vse povezano s kolesarstvom, tako da težko je o tem govoriti, ampak sigurno, če ne bi bilo kolesarstva, bi našel kakšen drug motiv, če ne bi bil šport, sigurno bi našel nekaj drugega, ki bi me usrečeval. Nikoli nisem od tega razmišljal in tudi sem zadovoljen s tem, kako je šel moje življenje. Verjetno vse tisto dobro, kar se mi zgodilo, pa tudi slabo je bilo z namenom in če se mi ne bi vse to zgodilo, kar se je, verjetno danes midva ne bi tle sedela. V UAE, v katerem deluješ in ko delate s kolesarji, a je tudi kaj poudarka na ta konec? A je vas zanima sam ta kariera ali sedaj že? Se mi zdi, da se tle zadeve malce premikajo in da tudi športniki sami že tukaj delajo male premike, kajti vemo, da lahko je konec zaradi poškodbe, zaradi takšnih in drugačnih razlogov. A daje tudi sama ekipa, velike ekipe poudarek na tem ali vas zanima, oziroma jih zanima sam zgolj rezultat, delate sam za to? Ali delate tudi to celostno? Jaz mislim, da predvsem kolesarji so zdaj športniki, ne samo kolesarji, verjamem, da so tudi športniki nekako zdaj drugačni. Zdaj se tudi ta reklama se snema verjetno z namenom, da to vidijo mladi športniki in da je to nekako skozi v ozadju, da je nekako treba se pripraviti. Tudi mi v kolesarskem društvu v Rogu že v mlajših kategorijah poudarjamo, koliko je pomembna izobrazba, koliko je pomembno šolanje. Tako da nekako te to skozi spremlja in tudi pri nas v klubu, seveda, pri nas je to čisti profesionalizem in je najbolj pomemben to, da se dosega rezultat. Seveda se pa ogromno tudi dela na tem,
da bo enkrat konec in da se je treba pripraviti na kariero. Tudi tistim, ki vidimo, da jih vidimo naprej v kolesarstvu, v športu, se jih nekako že to usmerja, ker je pač zelo pomembno in tudi jaz mislim, da v športu zelo koristno, da tisti, ki so bili vrhunski športniki, da jih zadržimo v športu, da jih ne izgubimo tako ali drugače. Ja, veliko lahko vrnejo še v takšni in drugačni obliki. Še ena taka, gre počasi proti koncu. Ima Slovenija pogoje, da bi kadarkoli dobila Pro Tour ekipo ali pa mogoče organizirala Slovenija kot država svetovno prvenstvo v kolesarstvu? Ja, sigurno kolesarjev kvalitetnih je toliko, da bi lahko svetovno prvenstvo z lahkoto organizirali. Slovenci smo znani, da brezhibno organiziramo ene največjih prireditev športnih na svetu, ne samo v kolesarstvu, tako da to je najmanjši problem. Za, bom rekel, to ekipo svetovne serije, seveda nikoli ne reci nikoli, ni nemogoče, ampak seveda so to toliko ogromni vložki, da to ni najlažje. Vse se da, ampak jaz mislim, da je bolj pomembno, da se osredotočamo na delo z mladimi, da naredimo čim več vrhunskih mladih kolesarjev in da bojo te predstavljali Slovenijo širše in dosegali take rezultate, ki jih zdaj dosegamo. Rekreativni kolesarji, zdaj se mi zdi, da je šlo to, kar sem že prej govorila, to, ko se je dvignilo to kolesarstvo. Veliko govorijo o teh, so obsedeni z vati, težo kolesa in podobno. Kako sam gledaš na to? Vemo, to v profesionalizmu je res obvezno, ampak kako gledate na to, da se rekreativci, da so se začeli ukvarjati s takimi malenkostmi in gledajo na vsak gram konec koncev? Ja, v Sloveniji že kar rekreativno kolesarstvo na najvišjem nivoju, že pred tem odličnimi uspehi, tako da, ampak jih je pa vsako leto je več rekreativnih kolesarjev, vsako leto je več takih, ki so že v bistvu nekako polprofesionalci. Jaz pravim, vsak ima svoje želje, nekateri so bolj analitični, nekateri so mogoče celo pridejo ven iz kakšnega računalništva in jih to zanima in jih v bistvu to nekako tudi motivira, da vidijo svoj napredek in jaz ne vidim tle nič narobe, sam sem pa bolj ko greš ti na kolo, greš bolj za užitek? Jaz grem res za užitek, najrajš velikokrat z ženo in nekako velikokrat tako združim prijetno s koristnim, se zapeljemo zdaj, ki je bolj tako vreme, na Primorsko, narediva 2-3 urce, pa potem nekaj vrhunskega pojeva, tako da oba sva gurmana in se mi zdi, da je to nekaj najlepšega in kdaj, ko sem na kolesu, se sprašujem, k kolesarjem, ko gledam to lepo naravo, se mi zdi, da skoraj bolj uživam zdaj, kot pa takrat, ko sem tekmoval. Ja, zdaj, ko gremo proti koncu, prej so omenila enega šampiona, Marka Pantanja. O njem, o Lancu Armstrongu ne moramo govoriti kot šampionu, vemo kaj se je zgodilo. Kako karavana gleda zdaj na njega, ker vemo, da je res dejaven na socialnih omrežjih, ima več kot 100,000 naročnikov recimo na YouTube kanalu, veliko komentira o samih dirkah in to konec koncev se je tudi ob Tadeja ene parkrat, kako je njegovo dirkanje ni v skladu z nekimi pravili oziroma po njegovem mnenju. Kako gleda karavana, kako gledaš ti nasplošno na njegovo mnenje, da se še vedno tako dejavno ukvarja s tem? Jaz vsako kritiko, tudi Lanca, vzamem za dobro. Seveda se pa treba zavedati, da mi imamo strokoven tim, vrhunski strokoven tim, ki ne prepušča nič naključju. Mi gremo svojo pot, ne glede na to, kdo nas kritizira, čeprav je kdaj mogoče kakšna kritika tudi na mestu. Jaz to gledam tako, več ljudi, ki se ukvarja s kolesarstvom, pa bolj, ko se govori o tem, bolj je kolesarstvo popularno in jaz tle ne vidim nič slabega. Ja. Evo, še vprašanje, ki ga postavim praktično vsakemu, ki pride v ta studio. Kje se vidi Andrej čez 10, 15, 20 let?
Kje se vidiš? 10-15 let, to že blizu penzije. Tako da, jaz si želim, da bom čez 10-15 let še zmeraj fit, da bom še zmeraj malo povezan v športu, čeprav samo bolj kot navijač, pa bolj kot mogoče starejši, ki pride pomagati tistim, ki bojo naprej šport pelali, ampak želim si, da bi bil fit in da bi še naprej, da bom še zmeraj lahko rekel, da uživam na kolesu in da še zmeraj z veseljem kaj dobrega pojem pa popijem. Lepo. Evo, to, kar sem že pred začetkom rekla, me zanima, da ti bom Pa vprost še to, vprost, ker sem te zmotil. Pa da bojo verjetno, da bom še toliko agilen, da bom z veseljem pomerkal na vnučke, ki naj bi tudi takrat že bili. To je pa smisel vsega, to je najpomembnejša stvar in tukaj se moram strinjati s tabo. Ok, pri koncu sva, bom ti dal en challenge, oziroma neko zadevo. Glede na to, da se ta oddaja imenuje 45 minut z mano, z Nejcem Vidmarjem, ti bom dal v 45 sekundah izziv, da mi našteješ, kar se da veliko, oziroma od 2024 navzdol zmagovalce tura. Mislim, da ne bo tako težko, ampak ja. Tako da, evo, pa začniva zdaj. Pogačar 24, Vingegaard 23, Vingegaard 22, Pogačar 21, Pogačar 20, Bernal, Potem so bili pa Angleži. Pa je bil pa, Nekdo, ki je samo enkrat osvojil. Angliški je samo enkrat. Geran. Thomas. Ja. Pa je bila pa verjetno doba Frooma. Je tako. Se pravi, Froome je zmagal, enega vmes je bil polomljen. Takrat vmes je zmagal Nibali, 2000. So prišla do konca, ja. Ja, Nibali je bil... Ni tako simpel, ne? Ja, ni, seveda. Tudi sam, ker sem mogel res to pogooglati, ja. In ja, res je, Froome je 3-krat osvojil do 2015, predtem so bili pa Nibali, pa spet Froome, Wiggins, Evans, Schleck, Contador in potem navzdol. Ja. Pestro to kolesarstvo, verjamem, da ga imaš kar tukaj ven, ampak lepo, res hvala ti za tale pogovor, mislim, da so se super razgovorila, dobil še kakšne stvari, ki sem jih želel zvedeti od športnikov, veliko jih še bom imel tukaj na tem stolu in res me veseli, da si delil to z menoj. Hvala. Hvala, z veseljem. Hvala. Evo, zrihtala, ne? Super, to, kar sem rekel. Predvsem, da je ostal tak, kar je, da pač nobena slava, noben dosežek njega ni spremenil. Ostal je zelo dobrosrčen človek, načelen, ostal je zvest sam sebi in zato ga imamo mi tako radi. Jaz imam celo grupo, jaz sem več selektor vseh. Tako da moj bo zmagal, sam ne vem kjer. Mateja, kaj rabiš? Matej, imaš vse? Jerče bo!